Pripravili smo kratko predstavitev poslovanja leta 2011, potem pa tudi strateške smernice za leto 2012 do 2016, ki jih je včeraj tudi potrdil naš nadzorni svet. Seveda potem smo pa vam na voljo za vaša vprašanja. Petrol deluje v industriji oziroma v sektoru energetike, ki je zagotovo eden najzahtevnejših sektorov gospodarstva. To je sektor, ki bo imel v prihodnosti tudi največje investicije. Če gledamo globalno, in definitivno bo ta sektor, ki bo poganjal gospodarstvo na splošno, globalno gospodarstvo. Na samo poslovanje energetskih podjetij seveda vplivajo svetovne razmere. Ne moramo se osredotočiti samo lokalno ali pa samo na regijo, to velja tudi za Petrol. Zelo vplivajo cene energentov, vemo, kaj se dogaja v zadnjih pol leta, pričakujemo v naslednjem pol leta tudi močen porast tudi cene plina, ne samo naftnih derivatov in seveda gospodarske razmere v okolju, kjer podjetje deluje. V letu 2011 so naftni derivati, cene naftnih derivatov močno narasle, povečale so se za 40% povprečno napram letu 2010. In v naši regiji, kjer mi delujemo, vi dobro poznate, kakšna situacija, če primerjamo rečemo samo Slovenijo, ki je za nas najbolj pomembna država in kjer ustvarjamo največji prosti denarni tok. Smo imeli padec GDP-ja za 1%, rast stopnje brezposelnosti se poveča 11,8% in tudi pade zasebne potrošnje smo imeli za 0,3%. Seveda vse to bi se odražalo v našem poslovanju, če se Petrol ne bi obrnil pravočasno, če ne bi iskal nove rešitve, nove produkte, predvsem pa imamo izredno velik padec, oziroma indeks je 80 na veleprodaji, to je predvsem prodaja našim podjetjem, vemo, kakšna situacija je naše gospodarstvo, tukaj predvsem bi izpostavil gradbeništvo in logistiko, ker so za nas ena največjih pomembnih sektorjev pri veleprodaji in seveda v sklopu tega postaja vsak mesec še slabša finančna situacija. Torej, plačilna nedisciplina se povečuje in vse to reducira tudi v naših odločitvah za nadaljnje poslovanje. Kljub vsem tem, kar sem povedal, je Petrol naredil velik korak nasproti energetski družbi, to je naša usmeritev. Mi ne moramo in ne smemo biti odvisni samo od naftnih derivatov, zaradi tega, ker gre trend v Evropski uniji v uporabo drugih energentov, predvsem pa v okoljskih in energetskih rešitev. Tukaj seveda moram izpostaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije in vse to, kar bom danes tudi predstavil, boste lahko ugotovili, zakaj se mi preusmerjamo v energetsko družbo in zakaj smo vse tako intenzivno investirali v akvizicije v lanskem letu, ker želimo postaviti močne temelje za nadaljnjo rast in se prilagoditi spremembam, ki prihajajo preko Evrope v našo regijo. Pa poglejmo si rezultate v letu 2011. Za 11% smo povečali prihodke od prodaje iz 2,8 na 3,3 milijarde evrov. Tudi količinsko smo rasli pri prodaji proizvodov iz nafte, povečali smo jo za 1% in smo dosegli skoraj rekordno prodajo, če odštejem leto 2008, ker so bile neke izredne prodaje in imamo skoraj 2,4 milijona ton prodanih naftnih derivatov, s tem, da seveda te se vključuje tudi veleprodaja, ki sem vam že prej povedal, da ima indeks 80, kar pomeni, da smo morali prodajo naftnih derivatov nadomestiti preko malo prodaje. Rekordno smo prodali tudi naftne derivate na jugovzhodnih trgih. Prodaja trgovskega blaga podobno rekordna v milijonih evrih, prodali smo skoraj 436 milijonov evrov trgovskega blaga in to je porast za 5% napram lanskim letom. Porasli smo tako v Sloveniji in tudi končno smo porasli tudi v jugovzhodni Evropi, ker je tudi naš cilj v prihodnosti.
Število bencinskih servisov smo povečali za 13, kar pomeni 3%, trenutno oziroma lansko leto smo imeli 454, od tega 314 v Sloveniji in 140 na jugovzhodnih trgih. Odprli smo 4 nove bencinske servise v Sloveniji, oziroma enega smo celo zaprli, 2 smo narovili, tako da smo povečali za 1, 7 na Hrvaškem, 2 v Srbiji, enega na Kosovem in 3 v Črni gori. Uvedli smo 100-oktansko gorivo, 100-oktanski motorni bencin, se pravi, nimamo več 98, ampak imamo 100-oktanskega, pravkar bomo dali na trg novo serijo našega goriva, ker bo imel najnovejše aditive, imenoval se bo Q-Max v mesecu maju in tudi gremo z 100-oktanskim gorivom tudi na večino naših jugovzhodnih trgov. Intenzivno smo širili prodajna mesta za UNP za pogon, 16 smo jih odprli novih v Sloveniji, imamo zdaj trenutno 54, na 54 mestih bencinskih servisov lahko tanka tudi UNP, oziroma, če se tako izrazim, mi velikokrat uporabljamo besedo plin, in 18 smo jih odprli na jugovzhodnih trgih. Povečali smo imamo indeks več kot 200 povečano prodajo naftnih derivatov na trge Evropske unije. Tukaj bomo v prihodnosti posvetili še več energije, predvsem zato, ker imamo zdaj možnost preko naših skladiščnih prostorov v Kopru, imamo idealno možnost oziroma zelo dobro vstopno točko za dobre logistične povezave. Tukaj govorim predvsem Italija, Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska. Zelo pomembno za nas smo podpisali pogodbo za odkup 51% deleža inštalacij, kar pomeni, da s tem bomo postali, oziroma trenutno smo 78%, bomo postali tudi 100% lastnik, in kar pomeni, da lahko potem v prihodnosti sami razvijamo logistiko naftnih derivatov in s tem postajamo tudi neodvisni, ker potem prej smo bili odvisni od svojega partnerja Istrabenz. Za nas je to ena največjih strateških odločitev in pomembnih strateških odločitev v prihodnosti. Preko Petrol kluba imamo, se pravi, razvijamo Petrol klub, imamo že več kot 490 000 naših članov in seveda ostajamo in bomo ostali še bolj aktivni in želimo biti eden prvih društv v Sloveniji, kar se tiče na področju družbene odgovornosti. Lansko leto, če se spomnite, smo imeli zelo dobro akcijo Daruj energijo za življenje, potem Naša energija povezuje in seveda namenjamo tudi velik del svojega čistega poslovnega zida v sponzorstvo in donacijo preko športnih, kulturnih ali pa oziroma drugim ustanovam. Prodaja UNP-ja, še malo v številkah, se pravi, če gremo zdaj na energetsko dejavnost, je tudi porasla za 18%, je tudi rekordna v celi zgodovini Petrola. Prodaja zemeljskega plina prav tako porasla za 9%, kljub temu, da smo imeli v lanskem letu v najboljših časih, vsaj tistih časih, ki bi morali biti zima, vemo, da je bila mila zima, podobna stvar se je odvila tudi letos, razen meseca pa pol približno, ampak smo dosegli rekordno prodajo zemeljskega plina. Prodaja električne energije, blazen skok, zmer smo se vrteli okrog 0,3 teravatne ure, od leta 2007 do 2010, v letu 2011 smo naredili znatno skok, smo prodali že 1 teravatno uro in s tem tempom bomo nadaljevali. Toplotna energija prav tako 10% porast napram lanskem letu in če pogledate leta 2007 smo imeli 45, da imamo že 71 000 megavatnih ur, se pravi izredno visoka rast. In če pogledamo, kakšne so pa bile zdaj aktivnosti dosežki v energetski dejavnosti, pri plinu in toploti upravljamo s 30 plinskimi koncesijami in 5 koncesij za distribucijo toplote. Začeli smo prodajati plin v lastnih jeklenkah, to je teh jeklenkah za gospodinstva, naša je rdeča in lahko kupite tudi v naših bencinskih servisih. Potem smo nadaljevali konsolidacijo na hrvaškem trgu, tam imamo 2 firme, bili smo 51% lastnik Petrol Jadran plina iz Šibenika in Butan plina iz Osijeka. Butan plin smo bili 100% lastnik, odločili smo se za konsolidacijo in smo odkupili preostanek 49% od partnerja in smo sedaj 100% lastnik obeh družb in v letošnjem letu jih bomo konsolidirali.
smo pa že drugi, kar se tiče UNP-ja na hrvaškem trgu, za INO seveda, in odprli smo novo daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Metliki in tudi skupaj s partnerjem na Unior iz Reče smo odprli tudi na Rogli eno manjšo zadevo, ki ogreva njihove hotelske apartmaje. Elektrika, konec lanskega leta smo že imeli več kot 16.000 gospodinstv, trenutno imamo že več kot 25.000 in v letošnjem letu bomo nadaljevali z aktivno prodajo električne energije poslovnim uporabnikom. Tle smo se predvsem odločili na male poslovne uporabnike in začeli smo postavljati prve polnilnice za električne avtomobile. Tle smo se strateško povezali tudi z BMW-jem in z Renaultom in intenzivno z njimi sodelujemo že pri sami pripravi oziroma vstopom proizvajalcev električnih avtomobilov na trg. Pri okoljskih rešitvah smo prevzeli čistilno napravo v papirnici Vevče v upravljanje, se pravi nismo lastniki, samo upravljamo. Izvedli smo 4 projekte fotovoltaičnih elektrarn v skupni močjo skoraj 1 MW na obstoječih 15 bencinskih servisih, ki imamo že zdaj, in seveda za nas zelo pomembna pa manjši nakup je pa nakup družbe Eltek Mulej, kjer smo s to družbo zaokrožili vso to našo energetsko rešitev in preko te družbe bomo ponujali na trgu vse našim kupcem energetske rešitve in energetsko upravljanje objektov. Naložbe, planirali smo malenkost manj kot 90 milijonov, različili smo jih 82 milijonov, to je vse v skladu s planom, 20% smo jih investirali v naftno-trgovsko dejavnost v Sloveniji, 28% na naftno-trgovsko jugovzhodne Evrope, to pomeni 48% v naftno-trgovsko dejavnost in 46% v energetsko dejavnost. Kam smo kaj investirali? Zelo na kratko, čeprav smo že povedali, investirali smo v nove bencinske servise. Trenutno v Sloveniji gradimo samo en bencinski servis, več jih je v pripravi, to je bencinski servis v Vipavi na avtocesti. Smo pa prenovili 6 bencinskih servisov in šli smo tudi v intenzivno prenovo avtopralnic in lansko leto smo jih prenovili 14. 7 bencinskih servisov smo nakupili v Bosni, 3 v Črni Gori in 2 v Srbiji. Pri energetski dejavnosti pa smo investirali v gradnjo plinskega omrežja v Srbiji in Sloveniji. V Srbiji imamo že 2 koncesiji, smo tik pred tem, da realiziramo še 3. To je ta Beogas, ki ste tudi že novinarji pisali o tem. Potem smo investirali v razne plinohranjene klenke, v Dolpo Metliko in predvsem v nakup družbe IGES, posredno potem tudi v 50% nakup družbe GENI in seveda že prej omenjen Eltek Mulej. Število zaposlenih, po dolgem času je število po zaposlenih iz 3500 naraslo zdaj skoraj na 3900. Tukaj gre predvsem za velik del zaradi konsolidacije IGES-a, inštalacije in Eltek Muleja. Lahko povem, da zdaj se imenuje ta družba že Eltek Petrol in seveda povečali smo število zaposlenih, zato ker smo odprli 13 novih bencinskih servisov, poprečno je to med 8 in 10 ljudi na servis. Zdaj smo pri finančnem delu, najbolj uspešno leto do zdaj, naredili smo rekordno leto, kar se tiče EBITDA-ja, skoraj 116 milijonov evrov, povečane za 21%. Kar se tiče pa čistega poslovnega izida, smo pa naredili skoraj rekordno 48% boljš kot lansko leto in zelo blizu leto 2007, vendar leto 2007, če primerjamo po prostem denarnem toku, to je EBITDA, kjer je bil prejšnji slajd, kjer smo naredili samo 85 milijonov, vidimo, da je leto 2011 rekordno po vseh finančnih kazalcih. Če naredim nek kratek zaključek, imeli smo in imamo še zmeraj velik problem zaradi upada na veleprodaji, rekel sem že, naredili smo 80% indeks, vendar kljub temu smo mi to vse nadomestili in smo imeli rekordno visoko malo prodajo. Seveda ta rekordna visoka malo prodaja se ni zgodila sama in naredili smo ogromno ukrepov, da smo prišli do tega, ker če bi stali samo pri miru, ne bi mogli doseči takšnega rezultata. Intenzivno smo se lotili pospeševanja prodaje, uvedli smo veliko novih produktov in storitev, uvedli smo preko te lojalnostne sheme, to je ta Petrol Klub, tudi dodatno ponudbo.
Pri trgovskem blagu, ki je bilo letos rekordno, tudi ni se samo od sebe zgodilo, smo tudi uvedli nove produkte, asortiman smo spremenili na bencinskih servisih in tako dalje. Pri tem mislim pa, da lahko delim to mnenje z vami, smo izredno izboljšali tudi prijaznost naših zaposlenih na benzinskem servisu. Trudimo se našim kupcem, ko vstopijo v naš benzinski servis, dati neko domačnost, prijaznost, pomagamo pri vsem, kar je mogoče, ne samo pri prodaji, tudi pri normalnih zadevah, če ima do kakršenkoli problem. Povedal sem že, da veleprodaja je zaradi gospodarske krize padla. Imamo rast stroškov poleti, vendar to je vpliv organizacijske rasti in akvizicij. Tle bi želel poudariti, da naš kosmati dobiček raste, vendar stroški nam pa rastejo počasneje kot kosmati dobiček. Nam je padel iz 2010 na 2011 za 2% točke. To pomeni, da smo za raznimi racionalizacijami, optimizacij zmanjšali stroške, seveda napram kosmatem dobičku, kar je zelo spodbudno. Seveda veliko pozornost smo namenili obvladovanju finančnih tveganj. Za nas je to ena zelo pomembnih zadev. Tle bi želel poudariti, da smo v letu 2011 dokončno stabilno naložbo v Istrabenz, praktično je zdaj postavljena na vrednost nič, oziroma na 1 evro. Ustvarili smo rekorden EBITDA in čisti poslovni izid, kar lahko rečem, da se kaže v trend kvalitetnega poslovanja in močnega izboljšanja. To se ni zgodilo samo od sebe, kot sem omenil, veliko naporov smo namenili prodaji, dodatnemu sortimanu na trgovskem blagu, predvsem pa tudi na uspešni racionalizaciji stroškov, kljub temu, da smo imeli veliko akvizicij in akvizicije pomenijo za sabo tudi dodatne stroške in seveda v prvih letih ne moreš tako hitro to konsolidirati, zato pričakujemo tudi v naslednjih letih še večje sinergije iz tega in tudi zmanjšanje stroškov. Moram poudariti ceno naftnih derivatov, ki je zrasla za 40%, ker imamo mi v petrolu maržo v absolutnem znesku, to pomeni, da je fiksno na liter prodanega goriva ni odvisna od končne cene, nam zaradi tega maržno spada, ker ko gre cena naftnih derivatov gor, se nam poveča obratni kapital, mi moramo ta obratni kapital financirati in se nam pozna povečanje stroškov financiranja, predvsem pa tudi vsaka bančna transakcija, ki jo plačamo, je procentualno odvisna od prodaje. Se pravi, če je bilo prej prodano za 1,5, je rečemo 1% od tega je tok, če je bil pa nafta 1, bila pa seveda manjša. Ker imamo pa mi fiksen znesek, se pravi absolutne znesko, moramo iskati notranje rezerve. In nam ta prvi del, naftni del, kjer točimo gorivo, nam je vsako leto, bom rekel, v marži, v procentni marži nam pada, zato pa moramo iskati rešitve znotraj in predvsem te rešitve mi iščemo potem naprej, ko stopite v našo trgovino, zato imenujemo mi ta benzinski servis convenience model. Moram povedati, da smo preko SIOK-a naredili kot vsako leto tudi, smo merili tudi delovno klimo. Delovna klima nam je močno porasla in je bila, se pravi, delovna klima v skupini Petrol in je delovna klima rekordna v zgodovini Petrola. Na to sem zelo ponosen, kar je tudi odraz, da tudi zaposleni čutijo spremembe in verjamejo, da gremo v pravo leto, v pravi smeri. Leto 2011 je bilo za nas leto akvizicij, investirali smo izredno veliko sredstev. Akvizicije smo namenili za to, da postavimo močne temelje, predvsem pa da zapolnimo določene kocke v energetiki, pa tudi, če bom rekel, pri inštalaciji na naftno-trgovski stebru. In na osnovi tega smo zdaj postavili močne temelje, katero bomo lahko gradili, bom rekel, uspešen prehod v energetsko družbo. Leto 2012 bo leto zelo malo akvizicij, to bo leto konsolidacije, optimizacije, racionalizacije procesov, predvsem bomo pa začeli izkoriščati sinergije znotraj družbe in bomo investirali samo v produkte, oziroma projekte, kjer imamo trenutno že osnovno dejavnost oziroma ki smo jo pridobili z akvizicijami. Sedaj zelo na kratko še strateški poslovni načrt.
To bi bilo vse za leto 2011, ocenjujemo, kot sem rekel, izredno uspešno. Ne bi vas želel preveč zaustavljati na poslanstvo, poslanstvo in vizija pri nas nista spremenjena. Gre pa čisto preprosto, da želimo preko razvejene mreže bencinskih servisov voznikom ponujemo vse, kar potrebuje za varno in udobno pot, in pri energetiki, gospodarstvu in lokalnih skupnosti, da ga ugotavljamo celovito energetsko oskrbo gospodinstvom nudi vso energijo, ki potrebujejo za dom na domu. To pomeni, da želimo na eni točki, če se izrazim drugače, preko ene položnice dobavljati energijo našim končnim kupcem in mu reševati njegove probleme, kar se tiče učinkovite rabe energije in seveda tudi uporabe energije. Imamo pa nove vrednote, imamo 5 novih vrednot. Te vrednote nismo postavljali v oskem krogu zaposlenih na Petrolu oziroma skupini, ampak je vseh 3800 zaposlenih sodelovalo pri tem in je v izboru okrog 150 vrednot se samo odločilo, kako in kaj so za njih prave vrednote in na osnovi tega smo prišli do 5 vrednot, to je spoštovanje, zaupanje, odličnost, ustvarjalnost in srčnost. Strateške usmeritve, zelo pomembna stvar, visoka rast prodaje, povečanje čistega dobička in dobičkonosnost poslovanja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, povečanje donosnosti sredstev, zelo pomembna predzadnja točka, dolgoročna finančna stabilnost in seveda usmerjenost v kakovost. Na osnovi tega imamo, ker imamo, bom rekel, 3 pri nas stebre, imamo tudi 3 strategije. V Sloveniji želimo utrjevati pozicijo na področju naftno-trgovske dejavnosti, na jugovzhodnih trgih želimo širiti poslovanje v smeri razvoja in izboljšanja tržnega položaja, v energetski dejavnosti pa želimo v Sloveniji ponuditi vse energetske rešitve na enem mestu in te modele, potem dobre modele, ki jih tle seveda prej zelo dobro zoptimiziramo, prenesti na trge jugovzhodne Evrope, ko bodo in kadar bodo zreli za to. Za naše poslovanje, že v samem uvodu sem povedal, ampak za naše poslovanje vpliva več dejavnikov, ne moramo mimo svetovnega poslovnega okolja, ker vplivajo predvsem gospodarske razmere, predvsem v Evropski uniji, najbolj pa vpliva pri nas cena naftnih derivatov in seveda posredno tudi gibanje tečaja ameriškega dolarja, ker so cene naftnih derivatov v dolarjih. V okolju, kjer delujemo, je pa seveda zelo pomembno, kakšna je ekonomska situacija, ne samo v Sloveniji, tudi na celem jugovzhodnem trgu, kakšno je domače povpraševanje, kakšna bo gospodarska rast, seveda vse to vpliva na naše poslovanje. Seveda ne smemo mimo tega, da od države je različna regulativa cen in trg energentov, tle seveda pa tudi ne moremo mimo tega, da za nas je zelo pomembno, kakšne so trošarinske politike države, kjer na končni fazi zelo vpliva potrošnja oziroma predvsem govorimo tle o tranzitu. In v letu 2012 in 2016 predvidevamo stabilizacijo gospodarskih razmer in šele v letu 2014 postopen izhod iz gospodarske krize. Ne pričakujemo nekega velikega buma do leta 2016. Globalni trg porabe energentov bo rastel in to bo rastel zelo hiter, rastel bo hitreje, kakor je rastel v zadnjih 15 letih. Rastel bo predvsem na obnovljivih virih, manj bo rastel na jedrski energiji, imel bo pa velik porast končne porabe elektrike in zemeljskega plina. V Evropski uniji bo pa padec tekočih goriv, predvideva se močen padec tekočih goriv, porast zemeljskega plina, tu nekje bi naj ostali, ker smo danes porabili premoga, jedrska energija bi naj tudi nekje ostala, medtem pa močen porast obnovljivih virov energije. In v sklopu tega, ker Evropska unija se je odločila, da bo šla v obnovljive vire mnogo bolj agresivne kot ostali svet, se moramo seveda tudi mi prilagoditi v Petrolu temu, zato smo tudi postavili novo strategijo, ker bodo tudi finančna sredstva in investicije, ki bodo tudi delno subvencionirane z Evropske unije, predvsem deležni projekti iz obnovljivih virov energije. Kljub temu povpraševanje tekočih goriv globalno
prejšnji slajd je pokazal, da bo rasl, v Evropi ne, se pravi, v vseh ostalih državah pa skoraj, predvsem v državah v razvoju, močen porast bo v Aziji, Ameriki, Bližnjem vzhodu in centralni in južni Ameriki. Evropa se je pač odločila, da bo uporabljala druge energente, ne pa tekoča goriva. Kam bo šla cena nafte, to je vprašanje za $1 milijon, noben ne ve. Projekcije, če gledamo, kaj so govorili pred pol leta, pa kje so danes, moram reči, da je redko kdo v trofu. Se pravi, narejeni so scenariji do $200 po sočku in narejeni so scenariji, da bo padel. Tle se moramo pač mi prilagoditi, na to Petrol nima vpliva, za nas je bilo pa najboljše, da bi bil soček nafte čim nižji, to se pravi, če gledamo tale spodnji črni graf, bil za nas najboljše okrog $50, ampak na to Petrol sploh nima nobenih vplivov. Imamo 3 dejavnosti. V Sloveniji še zmeraj nam bo predstavljala naftno-trgovska dejavnost, temeljno poslovno dejavnost skupine Petrol. V tem stebru dosegamo visok tržni delež in ustvarjamo večji del denarnega toka v skupini. To pomeni, da naftno-trgovska dejavnost v Sloveniji ostaja pri nas core business oziroma biznis, kjer ustvarjamo največ prostega denarnega toka in seveda tudi v Sloveniji imamo omejeno rast. Tle skoraj ni možne več velike rasti, govorimo v parih procentih na leto, imamo pa možnost velikega rasti potenciala prodaja naftnih derivatov v Evropsko unijo, predvsem govorim tle v te države, ki sem jih omenil, Italija, Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska. V jugovzhodni Evropi imamo nižje oziroma manjše tržne deleže, imamo velik potencial rasti, no, to je posledično temu, vendar ustvarjamo nižji denarni tok in tle je največji izziv, kako iz sredstev, ki smo jih investirali v preteklosti, narediti čim bolj profitabilne. Pri energetski dejavnosti imamo pa trenutno srečo, da imamo na vseh segmentih manjši tržni delež, kot pri nafti, največjega mislim, da imamo pri UNP okrog 25%, vse ostalo smo zelo nizki, predvsem v elektriki, tudi v zemeljskem plinu in tako naprej. In imamo tle možnost velike rasti in v Sloveniji, še bolj pa na trgih jugovzhodne Evrope. Predvsem pa pričakujemo močen porast porabe energentov, predvsem na elektriki in plin, zato smo se usmerili elektriko, v plinu smo pa že preko družbe Geoplin in energetsko dejavnost bomo najprej intenzivno razvili na domačem trgu, potem bomo pa te uspešne modele postopoma prenašali na trge celotne jugovzhodne Evrope, kjer je Petrol prisoten. Ko govorimo o energetski dejavnosti, seveda govorimo o energentih, ki jih želimo dobavljati, to se pravi poleg naftno-trgovskih tudi plin, toplota, elektrika in seveda energetske in okoljske rešitve. Tukaj samo kratek slajd, kje so naše priložnosti in kje nas trenutno ni. Sem jih že omenil Evropska unija in kje, seveda so tudi poleg tega še pri nas priložnosti Makedonija in Albanija, kje trenutno nismo prisotni. V naslednjih 5 letih predvidevamo investicije v maksimalni vrednosti 405 milijonov evrov, to je približno 80 milijonov evrov na leto, od tega 31% v energetsko dejavnost, ostalo pa v naftno-trgovsko. Kar se tiče naftno-trgovske dejavnosti, bomo rastli skoraj na vseh trgih razen Bosne in Hercegovine, kar se tiče rasti števila bencinskih servisov. Iz 454 do 2016 bi naj zrasli za 16% na 527 bencinskih servisov. Velika razlika med prejšnjo strategijo, ki smo imeli 2010 in 2014, je Srbija. Mi smo že predvidevali, da bomo že leta 2014 prišli do 60 bencinskih pump. Mi smo ta agresivni stop z novo strategijo malenko spremenili, tako da pričakujemo, da bomo v letu 2016 imeli maksimalno 20 bencinskih pump v Srbiji. Smo pa intenzivirali naše investicije v Srbiji, kar se tiče zemeljskega plina, sledi pa tudi v naslednjih letih UNP. V Hrvaški bomo 86 na 120 bencinskih servisov šli, v Bosni in Hercegovini pa po strategiji želimo ostati na enakem številu, s tem da predvidevamo, da bomo 5 bencinskih pump prodali ali zaprli in 5 novih pump na novih lokacijah
bom rekel, zgradili in seveda tudi z njimi upravljali. Drugače pa v Črni Gori bi šli 6 na 14 in na Kosovo iz 4 na 9 bencinske servise. Rast prodaje proizvodov iz nafte, predvidevamo 13% rast na 2,76 milijona ton. Znatna rast v procentih bo na jugovzhodnih trgih. Rast prihodkov od prodaje trgovskega blaga, 12% rast na 508 milijona. Planirano imamo iz leta 2012 453. Rast prodaje zemeljskega plina prav tako na 152 milijonov kubikov, to je 32% rast. Rast prodaje električne energije, ta je največji indeks 244 iz 1 teravatne ure v 2011, v planu za letos imamo 1,5, v 2016 želimo in bomo prodali 5 teravatnih ur. Rast čistih prihodkov od prodaje iz 3,3 na letos 3,8 in v 2016 4,6. Tle bi mogoče samo povedal informacijo. Družba GEN-I, ki smo jo pridobili preko IGES-a, to družbo ne konsolidiramo, jo imamo samo kot finančni prihodek, od spode se pravi pod EBITDA-jem, to je pa zaradi tega, ker imamo mi računovodsko politiko sledeče, da konsolidiramo samo 100% ali ne konsolidiramo delno. Tako da v letu 2011 konsolidacije družbe GEN-I preko IGES-a v 50% ni, ampak je samo finančni prihodek. In družba GEN-I je v lanskem letu, to so že objavili, naredila milijardo evrov prihodkov. Če bi to prešteli teh 500 milijonov, oziroma 0,5, 500 milijonov bi imeli to že v letošnjem letu 3,8. Za 1.1.2013 pa mednarodni računovodski standardi celo prepovedujejo, oziroma bodo po vsej verjetnosti prepovedovali delno konsolidacijo. Ali pa lahko bo v določenih pogojih bo to računovodski standardi dovoljevali, vendar boš mogel dokazovati, da družbo obvladuješ. In mi nismo želeli v roku za eno leto spremeniti računovodsko politiko, ker po letu 2013 pa ne bi mogli konsolidirati. Računovodstvo mora biti pa konsistentna zadeva. Sedaj rekel sem 4,6. Rast EBITDA-ja predvidevamo letos 127, 116 in do 2016 177 milijonov, 40% rast na letošnji plan in seveda tudi močen porast čistega poslovnega izida iz 52 letos na 57 in v letu 2016 na 91 milijonov evrov. Če naredim kratek zaključek, rezultati 2011 in seveda tudi zelo ambiciozen plan za 2012 so zelo dobri. Želel bi poudariti poleg ambiciozne rasti, ki smo si zastavili že v lanskem letu, letos in seveda tudi še bolj do leta 2016, moram poudariti, da vzporedno poteka tudi sanacija Petrola. Ne smemo pozabiti, da imamo donosnost na investirana sredstva na jugovzhodnih trgih občutno nižji, kot jih imamo v Sloveniji, se pravi poteka prestrukturiranje naših družb na jugovzhodnih trgih in seveda, bom rekel, stari grehi investiranja, predvsem tle govorim investicija v Istrabenz, ker smo morali tudi letos narediti velike popravke in v sklopu tega seveda to pomeni, da moramo tudi sanirati Petrol. Po naših podatkih smo zelo blizu tega, da sanacija v prihodnje, kar se tiče finančnih popravkov v naslednjih letih, ne bi smela več biti. Seveda pa poslovna sanacija na jugovzhodnih trgih pa bo potekala še par let. Petrol je in vedno bolj bo prepoznaven kot energetska družba. Petrol ne bo več naftno-trgovska, ampak bo energetska družba. To nas ne sili, bom rekel, ne sili samo trend, ki je v Evropi, ampak to nas sili tudi po diverzifikaciji naših produktov. Ne želimo in ne smemo biti odvisni samo od enega energenta. Če rečem, da so rezultati skoraj praktično v vseh kazalnikih rekordni v letošnjem letu, mislim, da tle nisem nič pretiraval. In to, kar sem že povedal, leto 2011 je bilo leto akvizicij, sedaj nas pa čaka leto konsolidacije, optimizacije, racionalizacije in seveda na vsak način teh akvizicij, ki smo jih postavili, izvleči čim večje sinergije v skupini Petrol.
Hvala lepa, to je bilo z moje strani vse.